Ja, jaz mislim, da se bomo vedno znova vrnili k vprašanju, kdo upravlja zdravstveni sistem in kaj pomeni upravljanje zdravstvenega sistema. Eno je odnos z izvajalci, financiranje, in drugo je zagotavljanje pravic zavarovanim osebam. Vključno seveda s to nekako začetno, pravico do izbranega zdravnika, ki je vratar, kako pa naj pridem do drugih storitev. Jaz mislim, da je z vidika, pravnega vidika, prosim, je treba gledati tudi na to, da zakon, ki ga imamo, ZZVZZ, je iz leta 92. Ja, je bil noveliran, ampak prav v tem delu, ki govorijo o pravici do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda, skupaj v enem stavku, pa ni bil spremenjen od leta 92. In zakon je nastal in bil sprejet v popolnoma drugačnih družbenih, pa tudi ekonomskih okoliščinah. Tako da bomo videli, kako bo prišlo sodišče do neke zdržne interpretacije. Ne bi upala napovedati, kako bodo odložili, ampak moj pogled bi bil pa tako, da bi izhajala iz tega, kar sem zdaj povedala. Zakon je bil sprejet v letu 92. Takrat ljudje, zavarovane osebe, nismo imeli težave dobiti izbranega osebnega zdravnika in tudi pravica se nanaša na prosto izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda. To pomeni, da je meni dano, da prosto izbiram zdravnika in da je na drugi strani zaveza tistega na drugi strani, da mi omogoči prosto izbiro.